Darko, ko grejo stvari narobe, grejo pošteno. Danes se je z vašega vidika marsikaj zakompliciralo na igrišču. Niste bili pravi. Zakaj to? Tako, tekmo smo začeli dobro. Imeli dominacijo na začetku, tudi dobro kombinirali, imeli priložnosti. Tako v drugi minuti že prvo. Res izredno lepo. Potem pa smo popustili. Nasprotnik je kar nekajkrat že v prvem polčasu bil zelo nevaren zadev. Potem smo se jasno skušali na vsak način vrniti v igro. Veliko naredili za to, da bi zadeli. Tudi zanačili, vendar nam enostavno ni steklo kot bi si želeli. Temu je pripomogel tudi nasprotnik, kateri je delal celo tekmo, kateri v nekih trenutkih tudi zaustavljal neko mogoče obetavno akcijo z prekrški, taktičnimi je bilo kar nekaj. Tako da potem pri rezultatu 1-1 v začetku drugega polčasa spet z naše strani dominacija, pritisk na njihova vrata, vendar je bil to pritisk, v katerem jasno nisi zmeraj sposoben narediti veliko priložnosti, pa vendar smo jih nekaj naredili, bili blizu zadetka, zelo blizu, na koncu se pa nam ni šlo. Malce ste si zakomplicirali stvari zdaj na lestvici. Tako je, vemo, da je prvenstvo dolgo, da je to izredno dolga zadeva, tekem imamo ogromno in naloga je jasno, da ta današnji spodrsljaj v bodoče popravimo oziroma da smo na prvi naslednji tekmi bistveno boljši. Sposobni smo tega, to kažemo že v enem daljšem razdobju. Kaj pa pomeni ta poraz danes pred četrtkovim evropskim obračunom? Ne bi smel pomeniti nič, to je četrtek je nova zgodba, popolnoma drugačna. To je tekma, jasno, na katero se moramo odlično pripraviti, je tekma, katera ima drugačno dimenzijo kot ta današnja, pa kljub temu niti slučajno ne moramo biti zadovoljni, da smo danes izgubili. Marjan, uspel vam je velik met v Mariboru, premagali ste vodilno ekipo slovenskega prvenstva z eno taktično zelo zrelo predstavo danes. A so se fantje popolnoma odzvali na vse tako, kot ste pričakovali? Ja, poglejte, najprej res čestitke svojim fantom za res dobro predstavo, da premagaš Maribor v Ljudskem vrtu, moraš igrati dobro. Maribor ni igral slabo, imel je svoje priložnosti, prav tako tudi mi. Kot ste sami dejali, so danes fanti kar dobro izpolnjevali, predvsem te obrambne naloge. Dobro smo podvajali, v sredini pokrivali Mariborove zvezne igralce in na bokih pustili centralnim branilcem, da igrajo, in to je bil ključ do uspeha danes. Seveda smo pa na koncu tudi dvakrat zadeli in imeli še nekaj priložnosti, kar v zadnjem času ni bilo pogosto pri nas. Jaz upam, da so s tem fantje dvignili malce samozavesti, saj prvi del smo igrali odlično, potem je prišla ta kriza brez zadetkov in z veliko neodločenimi rezultati, tako da je ta zmaga za nas res izredno pomembna. Mariboru želim vse najboljše že sedaj proti Tottenhamu in tudi v prihodnje. Svojim fantom pa, da se spomnijo današnje tekme po srčnosti, agresivnosti in temu, da če verjameš, da lahko. Ste verjeli danes, predvsem v te protinapade, ki jih je bilo res ogromno prostora, predvsem v drugem polčasu je bilo veliko? Ja, pogledajte, to je bila del našega načina, plana igre. Kot sem dejal, včasih vsi trenerji lahko namislimo, kar hoče, pa to nikakor ne steče. Danes pa so fantje res dobro imeli te prehode iz obrambe napad, žoga hitro tekla, fantje so se dobro vključevali. Mogoče smo bili netočni pri zaključnih strelih, ampak tudi kanček športne sreče je tisti, ki zmeri poudarjam, ki je bil danes na naši strani, saj Maribor je imel 2-3 svoje zrele priložnosti, dvakrat pa je tudi naš vratar Kotnik izredno obranil. Kaj pomeni ta zmaga za naprej? Ker danes, ko smo gledali spisek vaših igralcev, zelo mlado moštvo, vidi se letos tudi zelo hitro, da se dobro odziva na nekatere zadeve. Kako jih sedaj, kako poskrbeti, da ne bodo poleteli? Poglejte, poleteti mi sploh ne moremo, saj se zavedamo krize, v kateri smo bili v zadnjih 6-7 krogih. Jaz samo upam, da bodo fantje začeli bolj verjeti vase. Trening sam ni problem, tudi sama želja, tista, bom rekel, borbenost in agresivnost, to imamo. Je pa res, da je moštvo, kot ste sami dejali, mlado, da so še velike oscilacije, ampak to ne sme biti alibi iz kroga v krog. Bi morali takšno zrelost ponavljati, potem pa bodo prihajali tudi točke. Sam pa vse skozi poudarjam, da nas čaka težka borba, da bomo ostali v ligi oziroma
če bomo zelo dobri, se bomo lahko priključili sredini lestvice.